Živijo, torek je spet, 8 pa nekaj drobiža, oziroma danes že kar nekaj več drobiža, čez 8. Evo nas skupaj, danes sem gor v naslovu tega našega druženja zapisal, kaj je neka največja napaka, ki jo dostikrat naredimo, oziroma ki jo ljudje naredijo, ko se lotijo neke stvari, ki morda ni čisto običajno, oziroma ko ni tista stvar, o kateri je vse jasno. Namreč hočem vam reči nekaj okrog tega. Če tisti veste, ki ste se lotili delati neko hišo, potem veste, da je, če se lotite delati hišo, da je to neki vrstni red, ki ga morate od začetka upoštevati in te stvari počnete. Se pravi, od tega, da nabirate neko dokumentacijo, potem, da naredite načrt, kupite parcelo, dobite izvajalca, začnejo kopati jarke in tako naprej. Razumete, ne? Se pravi, je neki vrstni red in treba je začeti od začetka in vedno je treba postaviti pri hiši najprej temelje. Jasno. Zdaj, če temelje ne postavite, tisti, ki je začel delati hišo pri strehi, mislim, se jo niti ni začel delati pri hiši, ker je to dejansko pri strehi, ker je to dejansko nemogoče. To je misija nemogoče in seveda tukaj gre vsak po tem normalnem vrstnem redu, da postavi najprej temelje. Kaj pa, ko se lotimo nekaj drugega? Nekaj, kar ni tako čisto običajno, kar nima tako eksplicitno določenega tega vrstnega reda. O čem zdaj pravzaprav govorim? Govorim namreč o tem, da se marsikdo že danes loteva nekega dela tudi preko interneta. Da se zastopimo. Možnosti je res ogromno in prav je, da se lotevamo in tisti, kjeri se lotevate, zaradi tega, ker dostikrat sem že rekel, da je internet v bistvu ena platforma bodočnosti, zato ker je to tehnološko novost in na internetu se bo praktično v nekaj letih resnično dogajalo vse. Sej v končni fazi se že zdaj dogaja veliko. Sej veste, če malo premislite, kaj vse je danes na internetu in sam če pomislite, da internet za 3 dni zdaj le crkne, mislim, da gremo hmal vsi skupaj, ko se reče lepo po slovensko, rakom žvižgati. Ok, se pravi temelji, temelji so tista stvar, ki hočem reči, da so bistvenega pomena. In recimo vedno mi hodi na misel ena zgodbica od ene moje, bom rekel, nove znanke, ki sem jo spoznal na eni delavnici, kjer je šlo v bistvu za Facebook oglaševanje, za Facebook plačano oglaševanje. Ne vem, koliko poznate te stvari okrog Facebook plačanega oglaševanja, ampak sej ni pomembno, zdaj to je sam pač hočem povedati, da smo se tam srečali na eni delavnici. Vidim, da vas veliko prihaja na tole moje dogajanje v živo. Dajte mi kakšen všeček, da vidim, če vas ta tema zanima, oziroma mogoče še boljše, zelo lepo bi bilo, če bi mi postavili kakšno vprašanje. Če ga bom danes uspel videti, odgovorim na njega še danes, sicer pa bo potem to tema lahko za naslednji teden. Torej, kaj se je zgodilo na tem mojem izobraževanju, ko sem šel, hvala lepa, lepo, super, govorim o tem všečku, ko mi letijo tlele od spredaj. V glavnem, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je ta dama, to je bila, bom rekel, eno dekle v taki dobi, bom rekel, starostnik, mogoče še ni imela čisto tistih vseh življenjskih izkušenj, ampak to zdaj ni toliko pomembno. Sedela sva skupaj in ko smo imeli pauzo, ona mene vpraša, pravi, ti poslušaj, sej je to fajn vse skupaj, ampak jaz ne vem, jaz sem tle na tej delavnici, pa kar nekje koštala to mimogrede, ne vem, če veste, take delavnice stanejo tam okrog 100-150 evrov, to so take 4-urne delavnice. Pravi, ampak jaz tega sploh, jaz ne vem, zakaj čem to uporabiti. Sej je fino in sploh in vsi pravijo, kako je to fajn, ampak jaz ne vem, zakaj čem to uporabiti. Na kar jaz njo vprašam, sem rekel, poslušaj, kaj pa imaš ti do zdaj v bistvu narejeno okrog tega tvojega, ko hočeš delati na internetu. No in ona meni reče, ja, jaz nimam nič, jaz sem prišla tlele na tole delavnico, ker sem prebrala, da pač tisti, kjer zna Facebook oglaševati,
kjer zna oglaševati na Facebooku, da lahko pač tudi zasluži s pomočjo interneta. Ja, in delavnica je bila res v redu, moram reči, ne, delavnica je bila v redu, ampak če hočeš ti tako delavnico uporabiti, se pravi, ne, kako pripeljati, ne vem, svoje stranke v neko svojo trgovino, to tisti, ki imate kakšno svoj privat posel ali pa kaj podobnega, boste vedeli, kako je to, ne, da če imaš neke izdelke ali pa storitve, moraš pripeljati stranke, ki potem so tvoji kupci, da to podjetje lahko funkcionira. In isto je tukaj na internetu. Ne moramo tle prehiteti pa začeti pripeljati stranke, če ne veš, kaj jim boš dal. Ne? Se pravi, če hočeš ustvariti neko zadevo, moraš najprej nekaj imeti, kar lahko ponudiš in potem greš šele na ta izobraževanja naprej, ki ti potem omogočajo, da to vse skupaj povežeš v neko celoto. Ne? Zdaj, tisti, ki to želite malo zvedeti, o čem govorim, tisti, ki vas zanima, da bi šli mogoče poskusiti malo svoje srečo, malo svoje sposobnosti, da bi se malo izobrazili oziroma naučili tega, kako delati na internetu, sem vam dal gor eno povezavo, kjer lahko si pogledate ene moje informacije okrog tega, ravno okrog postavljanja osnov. Ne? Kakšne so te osnove, kaj morate imeti in kako jih to postavite, kako so to v bistvu neke cenovno ugodne, res zelo ugodne stvari. In to je ena serija takih videofilmov, ki sem jih jaz posnel za vas in gor, če kliknete, boste prišli na en obrazec, kjer se v bistvu mi date vaš ime pa naslov, ker vam jaz potem te videe pošljem na vaš e-mail. In to boste dobili vsak dan enega. Vam ne bom poslal vse, da vas zabezecam, to je 13 kratkih videofilmov, dobili boste vsak dan enega. Ne? In si ga boste malo pogledali, boste videli, če vas take stvari zanimajo, če vam je to zanimivo in potem lahko dejansko s temi informacijami začnete pa postavljati nek svoj poslovni model, recimo, nek svoj posel, s kateremu boste pomagali potem z internetom kot medijem, na katerem je v bistvu se zadržuje največ ljudi in seveda, vse veste, oglaševanje tam, kjer je veliko ljudi, je v bistvu najbolj primerno oziroma prijetno. Ne? Če si predstavljate, recimo, če greste v Ljubljano, ne vem, zdaj včasih smo govorili v center, pa na Čopovo, ampak zdaj pa že verjetno v kakšen BTC City ali pa kaj takšnega, ne? Tam je ogromno ljudi in če tam postavljate nek reklamni pano za vaše izdelke, bo to pomenilo čist nekaj drugega, kot če ga postavite tlele pri nas v Kočevskem rogu, nekje tam pri ta debeli jelki. Ok, ali pa še malo stran od nekaj, pri ta debeli jelki tudi kar nekaj ljudi pride, tako da bi tiste vaše oglase videli. Ampak v glavnem, ne, hočem vam povedati to, da tudi če se lotite nekega posla, pa da bi probali zaslužiti na internetu in tako naprej, morate imeti nek svojo bazo, neko svojo osnovo, na kateri boste potem ta posel zgradili in ki vam bo omogočal, da tudi zaslužite. Ne? Ker internet je treba razumeti ne kot vse mogočnega, ampak kot zelo mogočnega, ki pa ga lahko uporabljate s pravilnimi pristopi. Ok, nekaj tehle všečkov sem videl, je priletelo, nisem pa zaenkrat, dokler sem govoril, videl nobenega komentarja oziroma nobenega vprašanja. No, in vidim, da jih tudi zaenkrat res ni, mogoče še malce tudi spite, ne? Ne vem, sicer danes je tak lušen dan od zunaj, mečkam se sonček kaže, je takoj človek malo boljše volje, kaj je tako malo veselo od zunaj, ne? Tako da, ja, zdaj verjetno boste še nekateri prišli tudi pa gledali to zadevo potem kako se reče, znova, ne, bi pisali tam zgorej, znova in se pravi v nekem posnetku, v tem dogajanju, ko boste pač prišli na Facebook, pa vas bo ta video malo dregnil. Ja, to je to. Nič, če se bo pojavilo kakšno vprašanje potem tekom dneva, ga obravnavamo potem naslednji teden ob približno istem času, ker se nočemo zabezecati in gledati na uro. Lepo se imejte danes, jaz upam, da bo en tak lušen sončen dan, da bomo malo dobre volje in tako naprej. Lepo se imejte, postavljajte svoje temelje. Čau!